Živijo, sem Severa Đurin in poslušate oddajo Radioaktivno. Vse je kot iz cukra je, s tabo se mi zdi. Hey. Če spet obkrožim, naj mi je dano, da s tabo svet stoji. Hey. Poznam te od nekoč, imenitna, da me vzameš s sabo. S pogledom in nasmehom namaš mojo dušico krvavo. Poznam te od nekoč, imenitna, da me vzameš s sabo. Vse, da me prepričaš, da skrivnosten si in moj bi bil poet. Hey, 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 hey. Rekli so mi, da lahko imam vse, če želim si, in res želim. Ta kraj je le minuta stran, daš mi prednost, dam ti čas. Poznam te od nekoč, imenitno, da me vzameš s sabo. Gledom in nasmehom namaš mojo dušico krvavo. Ko nikjer ni nikoga, ki potolažil bi osvetlil temne poti. Kliše, jaz sem s tabo, zdaj ko našla sva se, imaš od meni rano. Hey, 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 Hej, je bila slišana skladba Severe Đurin z albuma Pomlad. Severa, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno. Živijo Boštjan, z veseljem zopet tukaj, živijo Prlekija. In to po dolgem času, od leta 2020, se nismo srečali v našem studiu. To je res, ampak najbrž imamo še večjo pauzo od nazadnje do prednazadnje. Zdaj sem tle tretjič, če jaz kaj vem, pa po mojem je več kot kar 16 nazaj. Jaz mislim, da sem mogoče časovne skice pri tebi predstavljala. Se pravi, hočem reči, da se najne pauze skrajšujejo. Dobro preračunavaš. Ali pa tako poredko izdajaš albume, vseeno po obrokih ustvarjaš. To je res, ampak ravno na to hočem govoriti, da se vseeno skrajšujejo. Zato je letos prišla pomlad. Ja, res pomlad. Nekaj časa sem razmišljala, kako najdem naslov. Razmišljala sem tudi o naslovu Polja, kar je pa ena izmed pesmi, ampak sem mogla dati pomlad. Pomlad je bil delovni naslov že ves čas, so pa tukaj uporabljeni prav moji demoti, se pravi moja avtorska dela, ki so sicer dokončana v soavtorstvu z drugimi, ampak sem te demote nabirala recimo mejhen več kot 10 let pravzaprav, s tem, da večino stvari, ki so gor, so se zgodile ene, bi rekla, 5-6 let nazaj ujeti demoti, če se tako izrazim. Potem sem pa leto pa pol zares se zavzela, da se manifestira plošča Pomlad. Potem ni to samo plošča za pomlad, ampak tudi za druge letne čase. Absolutno. Ja, tisto, kar sem nekako zgleda imela v konceptu nekako blizu, je v bistvu
tudi svetloba, ki jo prinese pomlad, ne, tudi trava, veš, pogledaš travo, je v bistvu svetlo zelena takrat je ena posebna zelena, preden pride v bistvu do konca pomladi pa v poletje, ne, se pravi, vsa ta novost, vsa ta svetlost, ki je od tega časa me je zanimala, tudi imela sem eno obdobje, ko sem risala v bistvu to zgodnje pomladansko cvetje, pa tudi še kakšne pleveli, pa tako take male rožice, ki ne veš čisto točno, so rože ali plevel, to me je predvsem zanimalo, pa pomladno cvetje, se pravi, izkopati zvonček in ugotoviti, da kje ima ta koreninico spodaj, ne, to je tako, 7, 8, 9 centimetrov še pod tam, kjer zvonček ven pokuka, se še dol nahaja koreninca, ki mora biti tam, ne, ki je prvo, ki je še mraz. Tako da sem malo za, da rečem, znanost in umetnost uničevala rože z koreninami vred. In tle na naslovnici pomladi imamo v bistvu tukaj, kjer so ravno te korenine v zraku, je to marjetica. In tisto drugo pa pravzaprav še nisem razkrila, pa najbolj, da takole črhnem čist mimogrede, ker se mi zdi fajn take informacije malo razpršiti. Tisti je pa cvet slive. Tako da sem šla zelo v detajle s temi stvarmi nekoč in potem sem že zelo hitro, ko sem sestavljala to ploščo, no, se pravi, let pa pol nazaj, ko sem se odločila, da bom to naredila, sem rekla, imam idealne risbe, zato imam idealen artwork, ne vem še točno, kako bom vse zložila, ampak sem vedela, da bo ta koncept gor, tako da sem vesela, da sem lahko uporabila tudi likovni del sebe na plošči in ga nekako v bistvu podobno obravnavala kot glasbenega, se pravi, da ni pretirane čistosti, je pa, bom rekla, v detajle premišljeno, a ne, se pravi, gor so recimo pikice kot nek, ne vem, cvetni prah ali pa neke umazanice, male črte, ampak so pozicionirane, a ne, niso tja dane naključno, tako da se v stvar nekaj, čemu res pravim, ena taka organskost, mi je likovno zelo všeč, recimo, ko vidiš, kako se, rečemo, cvetje ali pa listje nekako ob robu robnika nekako nabere, se pravi, a veš, da se razporedi ob robniku, pa je pa malo cvetka tam, pa malo tja, v bistvu ta organsko, kako veter raznaša naravne smeti, me pravzaprav inspirira in sem že pri časovnih skicah uporabljala zelo podobne manire in načine, kako prideti v bistvu do likovnega izdelka za muziko. Tako da sta si majčkeno podobna v tem, da sem pri obeh ilustracijo jaz dodala in tudi z oblikovalko skupaj probala najti pot med čistostjo pa nečem, kar je organsko, ampak je tudi nečisto, ne, pravzaprav, neurejeno. Pomeni, da si se prebudila vzporedno z naravo. Ja, na nek način, ja. Mislim, to pridejo prav nekako take stvari, ko govorim o tem, je v bistvu vse res, ampak se mi zdi, da ko ti kot ustvarjalec koncept razčiščuješ nekako vseb, pa znanstveno oddelač, se niti ne ukvarjaš s tem, da se ti zdaj rojevaš ali pa da se nekaj dogaja, ne. Bolj sem imela to pred sabo kot v sebi, sigurno pa je povezan z mano, kako bi drugače ne bilo, ne. To je ta preporod, ja, ki ga narava, rečemo, ta renesančnost, ne, takrat se nekaj preuredi. Meni je to veliko bolj novo leto, kakor pa decembrsko novo leto, zato ker je narava pove, koliko je ura. Skladbo Hej sva pričela ta pogovor, nadaljujeva pa tudi nekako spomladno. Zacvetela so dekleta. Ja, Zacvetela so dekleta, mi je zanimiva zgodba, mi pride ven, je bila ena tistih pesmi, ki sem jih prinesla že zelo dodelane v studio in smo pol z zasedbo, s katero smo 7 pesmi posneli pri Dejanu Lapani v studiu, to je v studiu Res ne vem, smo jih posneli tudi v živo. Smo bili vsak na svojem stolu, smo iskali te tejke, se vedno nekako pogovorili, strinjala, je to ali ne, pol sem imela jaz še nekako svoje premisleke in pol do neke mere dopolnili te stvari, tako da Zacvetela so dekleta je bila že zelo narejena, je bilo pa hecen, da nisem čisto znala skomunicirati, ne, jaz nisem šolana glasbenica, sem v bistvu bolj šolan likovnik, no, in pol se nisem nikoli v bistvu tudi ne priučila enih stvari v glasbi, grem na uho, grem na posluh oziroma na predstavne vrednosti, a ne, lahko nekaj slišim in potem lahko odpojem in tako naprej. In tle se je ta demo tudi že zelo zgodil, s tem, da ga jaz tudi nisem znala razumeti, sem ga znala pa ves čas zapeti. Takoj, ko se je zgodil, sem vedela, da mora tako biti, ne, in smo pol v bistvu, lahko omenim člana zasedbe Uroša Rakovca, ki je sicer tudi v bistvu pedagog glasbeni, je pol on v tistem primeru hitro dešifriral, da je tam, 3 pa 4 pa 3 pa 4, pa v bistvu ni noben problem, ker jaz sem kar nekaj malega ustrajala, da se če lahko jaz štejem, pol sigurno lahko vi, tudi če se zdaj ne razumemo, ki se zdaj tu šteje, pa kaj se dogaja. Tako da to mi je bilo
blazno všeč, ker mi je bila malo tudi potrditev, na nek način sem naturšček, ne, v glasbi in v bistvu obdana z blaznimi profesorji, brat je genialc glasben in tako naprej. In občasno mi je bil kakšen tak, niti ne deficit, ker nikoli ni noben zviška gledal, hvala Bogu, res in hvaležno vsem. Ampak vseeno pa pomisliš, o čem se pa oni menijo, kaj je to, ne vem, G mol 7 plus 19 minus 6, kaj sem ti zdaj povedal. Ne? Tako da takšne stvari, takrat mi je zacvetelo srce, te pesmi, zacvetela so dekleta, tudi iz ene, bom rekla, potrditvene potešitve, da lahko skomponiram nekaj tako nerazumljivega, da se moramo celih 20 minut pogovarjati o tem, kako se to zapiše. Zacvetila so dekleta, zacvetilo je nebo, tam se dobro z dobrim spleta, kjer ljubav zenit gre, tu kjer sva, vseeno je usoda gre, brez napak, ljubezni ni zmag, ljubezen ni bitka, ljubezen je mir, ljubezen ni bitka, ljubezen sva mir. Največ konjev ni zlato, najprej sudi mi telo, kaj je moja pot in kje, stke se s tvojo potjo, sva kar sva, vseeno ti je prav, brez napak, ljubezni ni zmaga, ko sva čisto navzkriž, v meni si drag in žariš, brez napak, ljubezni ni zmag, ljubezen ni bitka, ljubezen je mir, ljubezen ni bitka, ljubezen vse mir, ljubezen ni bitka, ljubezen sva mir, ljubezen ni bitka, ljubezen je mir. Tu kjer sva, vseeno je usoda gre, brez napak, ljubezni ni zmag, ko sva čisto navzkriž, v meni si drag in žariš, brez napak, ljubezni ni zmag, ljubezen ni bitka, ljubezen je mir, ljubezen ni bitka, ljubezen vse mir, ljubezen ni bitka, ljubezen sva mir, ljubezen ni bitka, ljubezen sva mir. Zacvetela so dekleta in Severa Đurin z albuma Pomlad. Severa, zdaj bi že lahko rekli po tolikih letih, da si prepoznaven glas domače glasbene scene. Tako pravijo, ja. Jaz še vedno nekako se mi zdi se malo težji zavedam ali pa, kaj s tem, udomačim nekako tudi z nekimi takimi nazivi. Mi je čudovito, da pridejo ljudje na koncerte, da se ni treba na pol dati, da lahko upravljam ta poklic. Je pa še vedno kdaj hecen, ko ti nekdo drug to reče, ampak ja, sem zadovoljna. Sem že 20 let v bistvu, ne, na sceni
jeseni, da se tako reče, plus minus, ne, se pravi, malo poniknem, malo pridem nazaj. Se mi zdi, da tudi ni treba biti skozi prisoten. Trudim se predvsem delati dobro in mislim, da se je že veliko lepega nabral in da se s to ploščo sam nadaljuje, tako da lahko vidim svetlo prihodnost in željo po novih pesmih, ne mogoče naslednjo leto, ampak zdaj vedno bolj vidim v bistvu, koliko se to da, ne, tudi iz producentskega stališča, da pravzaprav slišim en zvok, ga zasledujem, se menim z ljudmi, ki vejo več od mene in pol pridemo više in to mi je super. Je kaj nostalgije po Oliviji? Pa to ne, to pa res ne. Prav po Oliviji ne, te pesmi so odlične, še vedno, ko jih slišim, mogoče se mi zgodi neka nostalgija, to v bistvu vse res. Da pa bi se mogoče ta zasedba zgodila, lahko bi bilo luštno, da bi se skupaj vzeli kakšenkrat, ampak sem vesela, da imam ta svoj vagon, ki ga peljem z nekim relativno tihim zvokom, a ne. Tako da je Olivija že toliko daleč nazaj, pa nikoli nisem v bistvu pomislila, joj, kaj pa, če bi še, to pa res nisem. Sedaj si hkrati lokomotiva in vagon. Celoten vlak. Ja, v bistvu, ne. Pa ni čistko, zato ker recimo plošča se je začela tako, da sva z bratom naredila pesem Sonce. Jaz sem jo posnela več vokalov v bistvu skupaj, se pravi, mislim, da je bilo 5 ali pa 6 stez, se pravi trackov, samo z vokali narejen, a ne celotna, se pravi Sonce ti od nekdaj gor in so se prepletali. Si videl, kam je šlo, si videl vse, ampak ni bilo zdaj narejen. In takrat se je začel. Pol je bil Kamin, ki sva ga delala recimo, ne vem, 2 leti zatem mogoče, ne spomnim se čist, ampak sva ga delala kot producenta, a ne, so oboje ideje prišle, tako da zdaj nekako govorimo o razvoju sebe oziroma o razvoju produkcije te plošče, ker Sonce sem rekla, da je ga naredi ta svoj magic, lepo prosim, on je rekel, ja, to je čudovito in pol cel ta del, veš, ta instrumentalni del mi je en najlepših delov na plošči, še vedno inspirira me zelo, ko se začne v bistvu ta valček, a ne, pa klavir na Sonce. To je vse ona, ne. On, za tiste, ki ne vejo, zelo velikokrat posname vse inštrumente, ne, ali pa skoraj vse, recimo, kakor da se nič ni zgodilo, ne, tudi nekako vse je ona, ne, in pri tem Sonce, ki se začne tam, to je čudovit. In sem lahko vse lepo spustila, zmenila sva se v željah in je šlo. Pol pa se je nekako še bolj pojavila želja potem, da zasledujem svojo zvočno in kompozicijsko vizijo. Tako da sva Kamin se polotila zopet skupaj, ampak še bolj v dogovorih. Potem sem pa iskala v bistvu način, kako narediti mogoče osnovo sebe na kitaro in ene te demote pol zgraditi in kako narediti, ne. In se mi ni čisto šlo, sem probala pa v enem studiu, drugačno tako, nekaj pa če bi tako. In pa sem videla, ne, absolutno je treba to, da smo vsi skupaj, ne. In takrat se je pa pol zgodil. Tudi ali je še kaj prostora tam na jugu, je bil posnet pravzaprav v živo, a ne, kar pomeni, tako kot sem napisala za to ploščo, kjer se je pravim 7 od 10 je bilo posnet v živo z adaptacijami, a ne. Se pravi, nekaj malega že spremeniš, nekaj porihtaš, ampak ti ne greš zares spreminjati osnove, niti ne greš se zelo ukvarjati z napakami. Ti sam majhen porihtaš, daš še kaj zraven in si v bistvu tam. Tako da to je ena manira, kjer se mi zdi, da muzika lahko zelo diha, če imaš to srečo, sposobnosti in če to tudi primerno zasleduješ, ne. Je tudi tehnično mogoče včasih malo težji, ker ne moreš kar tako popravljati stvari, ne. Ali pa ti bobni pridejo noter v vokal, ne, v različne, ne moreš, si omejen, mora pač to biti, ne, oziroma se moraš tudi znajdati v tisti omejenosti poljeti naprej, ne. Tako da začela sva z Galom, potem smo nadaljevali pri Dejanu. Dejan je pa koproducent te plošče in sva jo v bistvu skupaj pelala, res, ko se je začel, ne, da rečem spet let pa pol nazaj, svojo zelo skupaj pelala, no. Se je zelo potrudil, da je ohranil neko prvinskost, ki sem si jo želela zasledovati in ki je bila že tam v demotih, od katerih sem se poslovila, ampak se pa nisem hotela od enih stvari v demotih posloviti, ne. In pol spet, da nisi rigorozen, da ne iščeš tistega, ampak da pa greš pa vse iz osnove lepot, ki so se tam zgodile, to pa je fino, ne. Pa je en korak sem tja, pa si že drugje, ne, pa si že v stresu, da zasleduješ nekaj, kar si zgodil predvčerajšnjem slučajno po kosilu, ne, ne moreš. Na polja nas pelješ v naslednji? Lahko, ja, polja polna sanj.
Polja so intimna pesem, spomnim se točno, kdaj se je zgodila oziroma kdaj se je zares zgodila in kako je izgledala in je kar sam nekako prišla. Bilo prav zanimivo. Danes, ko sem se peljala sem v te čudovite kraje, so neverjetno inspirativna polja, ne? Ker so, tako kot jaz mogoče čutim polja v tej pesmi, so ona nepopisan list, ne? Ti orješ to, ne? In ti imaš blazno rad ta svoj nasad, to svojo zemljo, ne? Ti si v bistvu tak kmetovalec. Je pa življenje pestro in bridko in lepo in nobenemu kmetu ni vsak dan lušten delati, a ne? In v tem smislu se vsi tudi, bom rekla, borimo in tudi to je nekako mogoče čutiti noter neka melanholija oziroma neko prebujanje, ne? Tako kot narava tudi rabi eno svojo določeno energijo, da listek pride ven, ne? Da se nekaj zgodi. To vse v bistvu potrebuje neko silo, rečemo temu, ne? Bistveno pri tej pesmi je pa, da ne grem preveč noter v interpretacijo, ne? Ker si res ne želim za nobeno pesem to delati. Bistveno se mi pa zdi, da se povzdigneš, a ne? Da v bistvu, da rečemo, da poletiš nad polji, ne? Da greš v polja, da so to tvoja polja, ne? Take stvari. Polja, polna sem volja. Le naprej, ne nazaj, mi živimo, kamor hočeš, veš za. Kaj? Kam? Zmoreš naprej, med padlimi je svet idej, stognja. Polja in pomlad orješ. Svoj nasad, ki ga imaš rad, kamor kopljaš, je zaklagan stognja. Tvoje barve briskal cvet, kakšne barve za znoret, barve za našla svojo večnost zdaj in ne pretiravam. Polja.
Severa Đurin z mano oddaja Radioaktivno, pomlad je album, ki ga tudi predstavljava. Umetna inteligenca pravi, da izvajaš folk, pop, alternativno glasbo. Folk, pop, alternativno. Ja, sej tudi, ko sem dajala ploščo v digitalno distribucijo, sem nekaj podobnega zbrala, ampak je nekaj drugače folk, pop, alternativno. Ja, pop, alternativno, sej je zanimivo, ampak to je v bistvu črno-belo, pa ni sivo. To je tako malo, ne? To je nekaj vmes. Ja, pa pride prav, pove nekaj, nič ne rečem, ne? Ampak je pa hecen, ne? To je tvoj tretji album? Ne vem, mislim, da sem zanč naštela, da je morda drugi, morda sedmi. A veš, če greva v bistvu, kako šteješ? Tako, če greva od Olivije, Ja. pa imava pol 3 Olivije, pa imava časovne skice, potem imava, ali je še kaj prostora, in imava Srčno v živo z Galom, ne, ta rdeča plošča, in tale je pa pol 7, evo. Zdaj pa, če so že mal kakšni, bom rekla, mediji oziroma glasbene glave sprašvali v smislu, to je zdaj tvoj prvi album, ko je prišel ven, ali je še kaj prostora, prvi samostojni, pol bi lahko bil ta drugi, ne vem. Meni vsa ta štetja so mi včasih malo problematična, ampak je lahko zanimivo to pri meni. Če pogledaš diskografijo, se pojavi to vprašanje. Ja. Čeprav bi tudi lahko album časovne slike na nek način štel kot solo album. Absolutno, jaz mislim, da ga. Ja, časovne skice so tudi, mislim, ne, to je tudi skupni album. To je skupni album z zasedbo in z bratom, se pravi, z 5, s katerimi nastopam in delam in so tudi soavtorji nekaterih pesmi. Ni samo moj, ne more biti samo moj. Si načrtno vzela tak minimalističen pristop pri ustvarjanju? Minimalističen v smislu? Da potem vse skupaj zveni tako minimalistično glasbeno. Je minimalistično, ne? Ampak tako je, še vedno so dva detajli, pa tako lahko rečeš, da je bogato tudi, ne? Ki pa na trenutke se nekako prelije nekaj bolj živahnega. Ja, v živahnega pa malo bolj, kako bi rekel, svečanega ali pa... Super. Ja, to mi je všeč. Najbrž zato, ker v bistvu med mirom pa minimalizmom ni spet veliko enega polja, če se tako izrazim, ne. To je v bistvu blizu, ne. Veliko enega šuma, mislim, pot do miru jih je po mojem 101, ampak asociacije sta pa v bistvu skupaj, ne, mirna glasba, mir, ne. Se pravi, jaz sem iskala nekaj tihega, nekaj, kar pomirja, tako kot že v preteklosti prej oziroma ves čas, ne, ampak tle mogoče še malo bolj, a ne, se pravi, da se gre še malo bolj dol, tako kot sem si želela in nam je uspelo na koncertih delati še večjo dinamiko kot pred leti, a ne, da si še bolj dol, pa še dlje časa, potem pa nekako malo recimo je to kaj bolj živahna pesem, ali pa se pravzaprav samo en del malo dvigne, pa greš spet dol. Se pravi, da imaš v bistvu kontrolo nad tem, da ne ausglajzaš, da ne greš kar gor nekam, pa pol ne priješ več dol, ne, v tem, da je tvoje jedro prizemljeno, tiho in mirno, ne. Zdaj pa, kako do tja, sigurno s skupnimi močmi, ne, smo veliko v bistvu delali na tem, z Galom to ploščo, ki imava tisto Srčno v živo, če malo menim, tam ima tudi ogromno tega. Je sicer baza na kitari, pa 2 glasovih in se mogoče malo lažje prije do tega tudi časovne skice, ne, v tem nekem smislu, če imaš pa ti v bistvu 5 ljudi, pa pol mogoče še dosnamaš kakšen, rečemo temu produkcijski element, je pa lahko že hiter močno. Jaz si nisem želela, da bi bilo zelo sproducirano, da bi bilo veliko stvari, nisem bila nikoli proti temu, sploh ne, da v enih momentih pride do, tako kot si rekel, svečanosti, bogatosti, pestrosti, ne vem, ogromnosti tudi, a ne, da pride do tja, ampak se potem nekako vse nekam vrne oziroma suka okrog nečesa, kar je v esenci predvsem, nima veze zdaj, kire zvoke uporabiš, ampak v esenci, da povzroča mir oziroma pripelje do miru. In sem ponosna, da tudi ko jaz poslušam to ploščo, zdaj že nisem nekaj časa, da po tistih, ne vem kaj, 45 minutah rečem, malo drugače se počutim, tako mirno, tako fajn, tako nekako malo včasih kot po masaži. Ne, se pravi, da v bistvu, da si malo drugačen, ne, ker grejo skup, ker je album, ker grejo skup. In sem hotela album z razlogom za to, da je kos časa, da ti si daš gor, bom rekla, češ celo večerc in pol v enem kosu časa tvoji možgani počnejo ene stvari. V 3 minutah se nikoli ne more zgoditi isto kot v 40. Bi lahko potem ta album izvedla simfoniki? Dobra ideja. Moram reči, da toliko sem ratala že suverena v svojih glasbenih sposobnostih, da sem lahko že na trenutke slišala, kako bi izgledal kakšen godalni aranžma na kaj, recimo.
ampak to vse bi se dal samo v sodelovanju z drugimi, ne? Ali pa če sem toliko nora, da vse odpojem, kot Bobby McFerrin. Sonce bo naslednja. Ja, Sonce pa je ta prva. Sonce je prototip. Tako da to tudi dobro zveni, glede na to, da izhajamo iz tam, oziroma da se sučemo okrog njega, da je Amon nekje bistven za življenje. Zame je to v absolutnem smislu oda soncu. Se pravi, na čist konkretni ravni. Nosi veliko stvari, nosi analogije, mi pomeni veliko več kot to, ampak mislim, da čist konkretno greš težko mimo tega, da je to poklon soncu. Sonce ti v dneh kdaj gor in gre, za njim oblakov dež vonde. Preden se Mavrica zgodi, moraš iti čez medene in trde dni. Tam čez daljave gre zlati vlak, ki govori, dvigne ti telo in posuje ti dni. Zlatimi tremi bleščicami, zlatimi tremi bleščicami. Sonce ti v dneh kdaj gor in gre, njenega oblakov ne vodi. Čez daljave gre zlati flak, ki govori, dvigne ti telo in posuje ti dni. Zlatimi tremi bleščicami, zlatimi tremi bleščicami. Sonce ti v dneh kdaj gor in gre, njenega oblakov ne vodi. Sonce Severe Đurin v oddaji Radioaktivno. Pomlad je izdelek, ki ga vrtiva. 10 cvetov si nam zložila v šopek. Ja, res Če je. rečem tako poetično. Ja, pa točno tako, ja. Si dolgo nabirala. Dolgo nabirala, gledala, proučevala, naredila prečni prerez rastline, vzdolžni, vse sorte. Herbarij. Herbari, tudi to meni so še take stvari, ja. To še iz osnovne šole se spomniš, verjetno. Ja, jaz sem celo pol tudi malo, že pol sem se igrala sama. Sprav, niti, ko me niso prosili, se mi še vedno zdela dobra ideja.
Ko sem dal 10 pesmi, večina je tvoje delo, tako glasba kot besedilo. Tako je, ja. V bistvu soavtorica besedila od Zacvetela so dekleta je Ksenija Jus, kantavtorica. V njene pesmi pojem recimo Pusti naj gre, je bolj znana, taka čudovita pesem. Soavtor besedila Hej je v bistvu moj partner, mož Boris Bezič, ki sva dejansko kar ene par stvari probala skupaj početi, ta je pa, mislim, od pesmi. In ta je res bila taka, da sem pol mal, se mi zdelo, da je treba se tako podpisati, da tako v bistvu je. In je tudi sam, tudi glasbenik, no, zares je v bistvu režiser, scenarist. Hej sva naredila skupaj, potem pa so soavtorji glasbe, v primeru Sonca in Kamina sva z Galom skupaj avtorja glasbe, v primeru Pridi pluj, Zacvetela so dekleta, potem Zakaj jočeš, Od nikoder, Hipi zamaknjen, to so pa soavtorji tudi glasbeniki v moji zasedbi, s katerimi nastopam že kar precej časa. Tukaj le na Ptuju, da začnem, je Žiga Golob, čudovit kontrabasist, potem je Blaž Celarec, ki je na tolkalih in bobnih, kar veliko v bistvu tolkalskega prijema tukaj. Tudi mislim, da zelo znan glasbenik. So dolg časa v bistvu vsi že na sceni in veliko ene lepe muzike se je podprlo z njimi, ne. Zdaj mogoče so manj znani, a ne, ampak v glasbenih krogih niso, ne. Tako nekako hočem za tiste nepoznavalce nekako malo plest. Potem sta pa tukaj Dejan Lapanja, ki sem ga že omenila kot koproducenta, in Uroš Rakovec, ki sta oba dva kitarista. Mimogrede tudi se pri istemu profesorju učila že zelo dolgo nazaj, pri Urošu Lovšinu, se pravi v Škofji Loki, je tudi legendaren kitarist. Tako da se ona dva veliko, pravzaprav bom rekla, nekako prepletata, ne. Tako se mi zdi čudovito, da se sploh v zadnjih letih, pa tudi že prej, ampak zadnja leta pa sploh, da se zelo poslušajo med sabo, a ne, da v bistvu, da če me en pripoved, da ga drugi res podprejo, a ne, in tukaj, kakor velja za kitariste, ne, koliko kitaristov rabiš, da zamenja žarenca, poznaš to? Ne poznam. 20, enega, da jo zamenja, pa 19, da jih reče, da bi oni to boljš naredili. Tako je običajno pri vseh takih opravilih. Ja, tako da v tem smislu te smešne reči pri nas ne veljajo, moram reči. Potem je pa še Daniel Bogataj, ki je nedolgo nazaj se pridružil skupini, ki je predstavnik vse mlajše generacije, med drugim pri Čedehuči igra oziroma ima solo projekte in tako naprej. On pa prispeva z violino, spremljevalnim vokalom, tudi drugi sicer spremljevalnimi vokali, tako je precej vokalna, v bistvu tudi. To nekako malo pozabim povedati, ker se je v zadnjem času prav razvil to in pogledam nazaj in rečem, wow, 3 naenkrat pojejo, in mi je super. Tako da Daniel je pa kot kitara, violina in spremljevalni glas predvsem prisoten. In to je zasedba, s katero nastopam kar že lep čas. Besedila pa so potem vse tvoje delo? Ja, besedila razen 2 omenjenih, Ksenija Jus in Boris Bežič, so vsa moje delo, so avtorstvo glasbe, pa vse pravim, Zakaj jočeš, Od nikoder, Pridi pluj, Hipi zamaknjen in Zacvetela so dekleta, so vsa avtorji tudi člani zasedbe. Kamin pa Sonce pa sva soavtorja glasbe z Galom. So pa to vse na mojih demotih zgrajene stvari, se pravi, absoluten pretežen avtor sem jaz, oziroma to je kantavtorska plata, to lahko rečem, brez da bi se sprašvala, aj res ali ni. Ti raztegnil bi čas, bo naslednja? Ta mi je bila pomembna, to sem nekako na koncu dala zraven, sem razmišljala, katera bo in je morala biti ta, no. To je prva stvar, ki pomislim nekako na njo, ker mi je bilo zanimivo, da že ko sem naredila pesem oziroma dolg časa se je delala in ko se je zgodila, sem rekla, wow, le kako je lepa in močna, potem pa sem rekla, a pa je to v redu, kaj pa bomo zdaj s tem? In je zanimivo, da sem se priučila, da takrat, kadar malo trznem, a ne, jaz konkretno, vsak ima neke svoje, da zna biti, da je tam nekaj dobrega. Raztegnil bi čas, čas, ko gledaš me strani in od blizu bolj. Da to bo svež trenutek, ki nikoli ne umre, se le rodi kot ti.
Odpre nebo se nova zemlja, od sonca tam napolna je. Veter ti spodnese tla, ojoj, ne veš, ne znaš, a najdeš se. Tiho je, šumi kot potok si, ki hoče še. Sanjaš in si le si. Zakaj povej, naj odprem srce? Kaj vidiš v očeh, sveti prihodnost tke? Tukaj sem, 1 in 2 sem, pred seboj sem in odhajam in stojim na glas. Temen si naboj in kot čudem najbolj moj, elokventno melanholičen. En sam tren in naenkrat se nekaj zgodi. Sebi tu je vsak dvoje, kot dvoje je dreves, vsak sebi sredi trav. S bujnimi lasmi in iz iste smole se po žilah nama zliva in zliva le ljubav. Seveda, Džorin z mano oddaje Radioaktivno pomlad je album, ki ga predstavljava. Vidim, da si s sabo prinesla še fizični nosilec zvoka. Kako to? Tako je. Album sem izdala digitalno, se pravi na vseh teh platformah, ne rabim jih omenjati, ne, se vsi vemo. Tudi na Bandcampu to platformo bom omenila, zato ker se tam da poslušati, brez da bi bil, da rečem, član teh Spotify, Deezerjev, vsega tega. Tako da lahko greste vsi na Bandcamp poslušati in jo imate gor. Tam se da pravzaprav tudi donirati, kar je super za izvajalce, to mogoče v tujini malo bolj poznajo ta Bandcamp, dobivam več in naročil za plošče in donacij iz tujine kot iz Slovenije, ker je zanimiva platforma. Je
podpira neodvisnega ustvarjalca, kar jaz sem, in zato mi je tudi všeč in zato jo obelodanjam. Spletno stran imam prenovljeno, tako da se lahko nosilce zvoka naroči tudi prek moje spletne. Izdala sem pa tudi na vinilki in na CD-ju. Se mi je zdelo, da tako trenutno mora biti in tako je. Celoten spekter, od samo enk in ničel do še klasičnega vinila. Ja, imaš prav. Prej si omenila odzive oziroma nakupe s tujine. Glede na to, da po slovenščini, kaj ti pišejo tam oziroma kaj menijo o tvoji glasbi? To je tako lepo, mislim, Bog ve, kdo vse posluša, ne? Se to nikoli ne veš, pa kje so, kljub vsej analitiki in statistiki ne veš, ne? A ni lušten. Ampak vse, ne vemo, kdo posluša radio zdajle v tem trenutku. To je res. Pa kje na svetu? Tako in tako mora biti, to je intimna stvar. In te intimne stvari ti včasih ljudje povejo in to je res nekaj najlepšega. Zdaj pa je čisto vseeno, pride iz tujine ali iz tukaj, zato ker meni se tako pol zgodi, imam občutek, da pridem v njihovo dnevno sobo, samo za 1 sekundo, ne, on ti pove, ja, pa to, in pa ti prideš nekako v njihov prostor, vizualno, recimo. Za tujino, ne vem, recimo zadnjič je nekdo napisal pod en komentar na YouTubeu, I don't understand the language of Slovenia. Ne poznam jezika, ki ga govorite v Sloveniji, sem iz Rusije. Ta pesem je z mano že dolgo časa v srcu, hvala Severa. Ne, vem vse, kaj govori, čeprav ne poznam. To je poanta, ne. In pa se ti malo sestava, ja, ti itak še bolj veš, ne, se smo slovanski jeziki, ne, se tudi, če ni južnoslovanski, Rus ve, ne, več, ampak res je univerzalen jezik glasbeni, ne, oziroma zdi se ti včasih, da delaš za nekoga, ki ga vidiš, ne, ti delaš v bistvu za vse, ne, in to je zanimivo. Zelo me usreči, kada pride kakšen tak komentar, jih pogledam, čeprav ne spremljam konstantno teh stvari, je pa čudovito, če pride iz tujine ali pa, ne vem, pošleš CD ali pa LP v Nemčijo, vam zdajle glih v avto enega spakiranega, pol Norveška je bila zadnjič, pol je, ne vem, Tokio, pri časovnih skicah ene par ljudi, kdo na Japonskem ima rad časovne skice, res, daj avte se, prosim. Ne, ampak za skice sem si rekla, ja, ne, se tisti pa, ne, vokal bolj na osnovi inštrumenta narejen, tisti pa lahko, to. Sam ni, ne. Jaz sem tudi poslušala enkapene muzike, kar nisem razumela in naj bo to, ne vem, Smoke City, pa so bili portugalščina, pa angleščina, karkoli v bistvu lahko daš ti skupaj z drugim jezikom, pa lahko funkcionira sploh v enih žanrih, ni treba, da je to world music, ni treba, da je etno music. Jezik je del muzika je del pač vesolja, vse je v redu. Ni zares problematično, dokler se ne začneš ukvarjati z ekonomijo, ki jo bojda poznaš. Naslednja pa bo za tiste preko luže, hipi zamaknjen, vse tam so se pričele. Pa so bili tudi malo zamaknjene. Oziroma so še. Ja, ta pušča spet malo svobode. Je kar nekaj abstrakcije na plošči, čeprav se mi zdi, da pove marsikaj konkretnega, da pelje v konkretne smer, ampak ne veš čistočen zdaj, kdo je zamaknjen, kaj se tle dogaja. Ne? V bistvu pridejo asociacije. Ne? Tako da jaz si že predstavljam neko zgodbo oziroma imam ene stvari za prijet, nimam pa jaz tudi ne vem, bom rekla, enih romanov, detaljnih, izdelanih, ki jih ne bi zdaj z ljudstvom delila. Ne? V bistvu operiraš z analogijami in naj tudi one govorijo. Ne? Sej, zakaj pa je v bistvu zveljko zamaknjen? Kaj se pa tle dogaja? Ne vem. Ne vem, kako si slovnico. Ja, ne, to sem kar v redu, ker je moj oče jezikoslovec in je bilo treba tudi mogoče napisati, grem v trgovinico, vejca, pridem kmalu. Tako da to ni tako zelo naključno. Tle sem imela osebo v glavi, ne konkretno, ampak meni konkretno, meni izrisano. In nekako pravzaprav ta glavna stvar, ker to je tudi trenuten singel, tale hipi zamaknjen, se skriva sigurno v refrenu. Ne? Tle ne moreš biti zelo arbitraren. Na svetu je toliko zlata, a sej mi je vseeno. Samo, da če imam jaz, se pravi, nematerialne dobine, da imam jaz prijatelje, da nam je lušno, ampak seveda ne more biti sam lušno, ne bomo zdaj te, kako bi rekel, dekadentne hipijade spodbujali, to ni niti zares moj način, ne, moraš biti še pošten. Tako da sem kar na konkretno šla in z veliko mero neresnosti. Ni treba, da je vse skozi resno, ni treba, da je to neka umetnost, ves čas vse skupaj v tem smislu, da je resna umetnost. Ne?
Tako da to mi je dobrodošlo. Čim večkrat naj posije to neresno sonce name in komod se kakšna balada še umakne nečemu, kar je mogoče tudi malo trapasto. Mislim pa, da je spet v bistvu neka oda recimo nematerialnosti, ne? Oda nekim pojmom, ki jih ne moreš prijeti, ne? Se pravzaprav ustvarjalci veliko pišemo o noči, o soncu, o ljubezni, ne? Nič od tega ne moreš odtegniti, spraviti, analizirati, zračunati kemijo, psihologijo, v bistvu z ničemer, ne? In zato potrebuješ umetnost, da se ti, da rečem tako, kultiviraš, ne? Kultura je v osnovi umika, kako zdaj bomo mi drug do drugega, ne da delaš nekaj iz gline, ne, da rečem. Tudi to je kultura, ampak v osnovi ni. V osnovi je, kako, če se vrnem na polja, kako vzklije klas, ne, to je kultura, oziroma umika, ne, da najprej zdravje, pol kultura, to ne meni pa glina, ne. Tako da te stvari so meni všeč, me zanimajo, sem vesela, da sem del tega, ni lahek poklic, ni mi niti všeč na trenutke, ampak je pa čudovit in sem si ga zbrala. Ne ni preprosto za nikogar, ko obrne se na tla. Se pozno v noč sprašuješ, kot prestopiti temno stran neba. Zdaj vidiš, ker se prelilo je v preteklost, ni zdaj. Zdaj vidiš, nekdo je tam terapima, na tem svetu toliko zlata, a se mi je vseeno. Sam da jaz imam prijatelje in da nam je lušno in da smo pošteni. No puedo paparero, no puedo paparo, no puedo parero, no paparo, no puedo paparo. Ne ni preprosto za nikogar, kot ti dano je z neba. Le glej, da ne postaneš tisti, ki ti z ognjem še zdaj vidiš, kam gre svetloba v njej sila. Zdaj vidiš, nekdo je tam teratima, na tem svetu toliko zlata, a se mi je vseeno. Sam da jaz imam prijatelje in da nam je lušno, da smo pošteni. Na tem svetu toliko zlata, a se mi je vseeno. Sam da jaz imam prijatelje in da nam je lušno in da smo pošteni. Da smo pošteni. Na tem svetu toliko zlata, a se mi je vseeno. Sam da jaz imam prijatelje in da nam je lušno in da smo pošteni.
Severa Đurin z albumom Pomlad oddaje Radioaktivno. Že prej si govorila o celostni podobi in o cvetju, ki ga imaš na celotnem albumu. Si težko izbirala vso to rastlinje? Ja, res ima mene 10-12 risb različnega cvetja plevela, no, res plevel me je, rožasti plevel, mali rožasti plevel me je prevzel. Zbrala sem v bistvu nekaj risb, ker nekako je bilo to, ne vem, tako se je izšlo. Jana Furman, oblikovalka, je naredila čudovit dizajn, skupaj sva se odločali, kako pa kaj, in v bistvu samo teh par risb je moglo biti ubrano. To so risbe z barvicami na relativno majhne formate, okrog A4 in zelo ušiljeno barvico tudi. A veš, da dobiš zelo, zelo tanko. Črto. Zelo tanko črto, ja, in pol v bistvu, če bi jo imel zdajle pred sabo, bi opazil tudi mikrolinije okrog nje, tako kot če bi zdaj midva okrog tega mikrofona naredila 500 takih črtic, tako kot neka aurica, no. Se pravi, tako kot nek tak sijaj, tako se mi je zdel, da tja me je popeljal. Ne vem, mislim, da ne bom zdaj tega razstavljala ali kakorkoli, so v bistvu ene risbe, ki so nastale in so bile uporabljene. Poznamo pa tudi Severo slikarko. Ja, res je, jaz sem likovna pedagoginja po izobrazbi, slikam relativno malo v teh svojih, kaj je zdaj to, dobrih 20 ustvarjalnih letih. Neto ur ni toliko, niti slučajno veliko, kar pa v glasbi. Kot likovna pedagoginja sem pa pravzaprav malo bolj aktivna, vsako leto poskrbim za to, da imam vsaj nekaj likovnih delavnic, večinoma na temo vonji, kjer otroci različno stari, tudi že starejši ali pa toliko mladi, kakor 4, s pomočjo vonjev in zavezanih oči sicer nekako, in jaz tam s kirurškimi rokavicami in dajem vonje pod nos, zberejo barve in naredijo abstraktne slike, ne? In spet se mi je vse to povezalo, ne? Ker Stravinski je prišel in tako tudi sem nekako diplomo koncipirala, prišel pa rekel, igrajte mi češnjevo, ne? Ali pa kostanjevo, in to pomeni čisto različna stvar. Češnja kostan, to je čisto popolnoma drug zvok. In ti potrebuješ kot ustvarjalec pojme iz drugih čutilnih sistemov ali pa v drugih umetniških panog, da se lahko z unim pogovarjaš. Ti rečeš debel zvok, ne? Ali pa hrapav in tako naprej. Tako da sem te stvari delala in še vedno jih delam, obožujem likovno pedagogiko. Slikarsko razstavo sem imela zaenkrat samo eno in to je bil cikel Muzika, evo spet preplet. Z glasbo. Ja, kjer so bile moške in ženske figure z inštrumenti narisane, naslikane, tudi neke grafike je bilo. Se pravi, veš, da malo je šlo bolj na te jazzerske stvari, se je čutil malo tega noter, ampak je bilo še vedno splošno, ne moreš vedeti zdaj, če tam ena ženska figura drži kontrabas, da zdaj bi bilo to jazzersko, ampak kontrabas hitreje gre tja in tako naprej. Trobenta, pa da se ti ven dvigne čelo, pa prsti, pa kako to izstopa, kakšne še drže, ne. In sem tudi v živo veliko risala v kakšnih klubih za en čas in to sem razstavljala, to je bilo okrog 2004-2005 do 2008-2009 mogoče je ta razstava potovala. Zdaj pa bom razstavljala po dolgem času spet v Kvartirni hiši Celje, bo premierna, zdaj le 16. maja, bojo pa risbe oglja na 1x70 format, industrijsko lepenko, tako trdo lepenko z ogljem narejene risbe, moške in ženske figure v odnosu, v romantičnem odnosu, intimnem, take malo bolj subtilne, posebne risbe, če tako rečem, ene z zelo močnimi linijami, ene zelo tankimi in ravno danes v bistvu sem se ukvarjala s temi zadnjimi stvarmi, da se opremijo in da potem kustosa v bistvu postavita in 16. maja vsi vabljeni, ki nujno bi radi to videli, oziroma razstava bo postavljena v Celju potem še za dober mesec, tako kot je ponavadi pri razstavah. In se veselim tudi tega, evo, ker to je pa spet v bistvu ena stvar, ki pa je nastala pravzaprav leta 2017 in sem pa rekla, a je to, a bomo to zaključili, malo dlje res v bistvu delam stvari, ampak kaj pa vem, eni smo v bistvu taki, vidim, da to niti ni nič toliko posebenega, da je v bistvu samo kategorija nas enih, ki pol mogoče na obroke nekaj sestavimo, prej se pa dolg časa medi, tako da mi je fino, da bom s tem zaključila, ker je v letu 17-18 nastal in od takrat nisem potem nič dodajala. Tudi dvomim, da se bom kdaj lotvala kakšne te teme še ponovno. Figur sigurno, ker so mi všeč, ampak veliko časa ne posvečam likovnemu ustvarjanju, predvsem pa se ukvarjam z risbo, no, veliko manj slikov, tako da tudi tukaj je risba z barvicami, tam je risba z ogljem in pri ciklu Muzika, tudi ko so bile slike, so v bistvu linije prevladovale, no, si gledal tam recimo
modro, zeleno to, ampak linija je nekako veliko več govorila kot barva. Naslednjo, pred zadnjo v radijskem delu pogovora bo Od nikoder. Od nikoder, ja. Tle bi pa še manj povedala, kot pri kakšni. Se mi zdi, da je fajn nekako malo pustiti. Tisto, kar mi je všeč, je, da se občasno na plošči pojavijo osebna ženska oblika. Ne? Nisem niti zasledovala tam, ampak mi je super, da je nekako se smuknil ven, ko od nikoder priletim, se zavem, da sem minljiva. Ne? Je bolj šele res iz mene. In večina teh demotov, včasih je to vprašanje, se poznaš v smislu, a je najprej glasba, pol besedilo, kako kaj gre. Ne? In zgleda, da sem jaz uno, kjer se zgodi oboje skup. Pa kakorkoli se že takrat zgodi, se pravi, ali je bolj izrisano ali manj, ampak pol že dodajam, ampak pride nekako skup, ne, tam neki mrmram ali pa ali pa neki, ampak se že vidijo pol besede ali pa so besede, pa potem zginejo, pride kot en skupek oblak. Zaenkrat še nikoli ni bilo tako, da bi bilo najprej besedila, ampak tudi zato, ker se nisem nikoli polotila na ta način. Kvečem najprej melodija, akordi in potem besedilo. In tle se tudi prav spomnim, da je pesem prišla in jaz sem ji rekla, hvala, ker si tle. Ko nikoder priletim, se zavem, da sem minljiva. Poslavljam se že vrsto let, hkrati vem, da jaz bom večno tu. Kralj si v gradu, vse to, ti si v mleku, v medu srca, od ti si. Vase v temo in v luč, da se rodim lahko. In mi poveš, da skozi dno poljubim te v nebo. Si v gradu, srce tvoja vojska v mleku, medu, in veš, da ljubim te brez konca. Pridi, moj kralj si, sama vem, se zavem, da sem minljiva. Od nikoder ter Severa Đurin, promocijo albuma, kot sem videl, si že imela.
Ja, za Gregorjevo smo imeli v City teatru promocijo v Ljubljani. Zdaj imam pa 20. maja v Narodnem domu Maribor. To pa zelo vabim vse okrog, da si zabeležijo in pridejo. Tako da bomo tudi v Mariboru predstavljali to ploščo kakšen mesec kasneje, kot smo v Ljubljani. Na koncertu prepleteš nove skladbe s starimi? Absolutno, je tudi zelo hvaležno, zato ker te pesmi, Kadar sva sama, Ledena, Kjer je toplo, Kakor da se nič ni zgodilo, zopet ne omenjam, to jih je napisal Gav in so čudovite pesmi, so z mano že ves čas. Zelo veliko mene tudi na teh pesmih potuje, ne? Prideš tja s tjo pesmijo in ljudje rečejo, kadar sva sama, ne? To je to, hvala lepa. To je Severa. To je Severa, ja. Tako da, absolutno. In tudi čudovite pesmi, mislim, fino je bilo, pred malo časa se mi je začel pojavljati problem, kaj bom jaz zdaj z repertoarjem, kaj bom dala ven, kaj ne bom, preveč ga je. Pa je super problem, ne. Sam moraš biti pripravljen en dan se odpovedati eni stvari, drug dan drugi, pa je glih super, ne. Vzamem vse ta najboljš plus plošča in rock'n'roll. Potem pa verjetno še več drugih odrov, ampak sproti na tvoji spletni strani prenovljene, pa družabnih omrežjih seveda. Tako, ja. Sem kar aktivna zadnje čase, no, tako da lahko res, kdor spremlja, bo našel, kje sem, kje smo in kaj počnemo in lahko naroči in pride na koncerte. Tam je tudi v razstavi, ne, imam tudi v prejšnji razstavi, v zdajšnji, tako da se da kar lepo res spremljati zdajle prek spletne strani. In tudi te čudovite ilustracije je gor oblikovalec Martin Petrič tokrat oblikoval spletno stran in čudovito prihajajo kot ene prikazni na spletno stran. Zadnjo v radijskem delu bova zavrtela skladbo Zakaj jočeš? Zakaj jočeš? To je pa nekako zaključna skladba, se pravi, Ti raztegnil bi čas, pride na zadnjo stran A-strani, če tako rečem, na ta mali krogec vinilke in zadnja na B-strani in zadnja nasploh na plošči je Zakaj jočeš. Naredila svojo z Danielom Bogatajem in je bila tudi nekako dana, da rečem, ne. Je bila ena tistih, ki se prikrade v hipu, v res velikem svojem sijaju, da reče, pa kje si pa ti bila, cela si se oblikla, ali kaj, super. Tako da, tako je nastala. Ura je bila pozna in je bilo, kaj pa če se še kaj malo proba, in je bilo. Zavrtimo jo za konec tega dela pogovora. Seveda še ostaja z mano, nadaljujemo na spletu. Hvala pa ti za ta del. Te seveda uspešni in čim bolj delal naprej. Najlepša hvala, Boštjan, in hvala Radiu Prlek in z veseljem, kadarkoli pridem v te vaše lepe kraje. Hvala poslušalcem, poslušalkam in se vidimo na razstavah, na koncertih in plošča Pomlad. Mislim si, da življenje je reka. Zakaj mehke ljubezni poln.
domov, pot, ki povrne vse, ko s tebo spet zaplešem. What a fui, famo fuamo, what a papa, fama fui, mama Mislim si na življenje je reka, zakaj jo molčaš? Seveda, Jolene ostaja z mano v oddaji Radioaktivno, album je še vedno pomlad. Seveda, že kar nekaj časa si del slovenske glasbene scene, kako gledaš na njo? Ja, mislim, marsikdo dober je prišel na sceno v zadnjem času. Ja, je pa se tudi scena kot taka majhen spremenila, tudi na slabš. Mislim, da je veliko več, kako bi se rekli temu, veliko več lačnega grizenja za svojim prostorom. Kaj misliš s tem? S tem mislim... Zdaj, moja asociacija nekako na glasbeno sceno pride do 15 let nazaj, ko sem se tudi sama izpostavila in se zauzemala za prisotnost kvot v radijskih postajah. Sicer ne samo za kvote, tudi zato, da se na RTV vrnejo sploh kakšne glasbene oddaje in da se mora vsak medij vpisati v razvid medijev, ni šlo samo za kvote. Sem pa dobila tudi kar neki protivala nazaj, češ, da se zdaj, da se ne mara tujega in da zakaj bi imel kvote, a ne maraš ameriške glasbe in tako naprej. Ne? Gre za zaščito domače kulture napram tuji kulturi, to ni nič grdega in potem se morajo te kvote še spoštovati in morajo biti normalno integrirane v prostor. Ne? Niso na radijih Boštjani Najžarji in oni potem z odnosom rolajo to glasbo, ampak velikrat v bistvu človek, ki je za mikrofonom, postane zares na nek način, kar de facto imetnik repertoarja, ker se pravice prepisujejo za določen čas in potem marsikdo v bistvu sam sebe vrti. Frekvenca pa je javno dobro, to je tako kot izvir vode, to ni tvoja last in ne bi se smelo to dogajati, oziroma globe bi mogle biti višje, zato da lahko sploh imajo smisel za tiste, ki jih pač ne spoštujejo, ne? Oziroma mogoče malo več kot 2 inšpektorja za več kot 2000 medijev bi tudi imel smisel v Sloveniji. In to so v bistvu sindikalne stvari, za katere sem se zauzemala v določenem času, ko sem bila del sindikata, ali pa ko sem takrat zastavila svoje ime na kongresu za domačo produkcijo. Ne? Ker noben od nas takrat ni bil tako nor, da so mislili, da zdaj bojo pa nas vrteli, ker v bistvu si vedel, da se boš malo priskutil, ampak da se pa vse nekaj bo zgodilo. Nekaj se je zgodilo. Ne? Začeli smo se o tem pogovarjati, stvari so se začele spreminjati. Ni več grdo reči, treba je podpirati domačo štacuno. Leta 2010 je bilo to grdo, ne? Ali pa domačo glasbo ali pa neke take stvari. Ne? Ampak tudi v bistvu je država cela zrelela, ampak potrebuje pa tudi ene punkte, kjer se začnejo ljudje malo bolj spraševati. Mislim, čisto vesela, da sem bila del tega punkta. Je bilo pa malo grenko videti na lastni koži, da čim se zauzemaš za domače, pomeni, da tujega ne maraš. Jaz se to ne strinjam.
Hundertwasser ima recimo koncept 5 kož, ne, tale arhitekt gor iz Dunaja, ta hipi zamaknjen. In on ima take, ne, je koža, potem so tvoje obleke druga koža, potem je hiša tvoja koža, potem je skupnost, lastna država tvoja koža, potem je svet tvoja koža in je univerzum tvoja koža. Po kateri logiki se kože izpodbijajo? Po njegovi ne in po moji tudi ne. Jaz sem lahko svetovljan in Slovenka naenkrat. Tako da mene te koncepti zanimajo, je pa včasih malo težje jih v bistvu skomunicirati ali pa naleteti na ušesa. Tako, zdaj mogoče celo lažji, tako da jaz ne vem sicer kam smo šli. Ne? V enih stvareh ne prav zelo daleč, zaradi tega, ker po noč gledamo videospote na RTV-ju, po noč poslušamo velike ene muzike, kvote se kršijo, scena ni zdrava. A ne? In radijska in koncertna realnost si nista nič kaj dosti bolj bližje, kakor je bilo to 15 let nazaj. Mogoče je mečken, mogoče res, da je malo več ljudi, ki je radijsko prisotnih, tudi koncertno, ne, da ni to taka diskrepanca. Ampak še vedno vidim ogromno diskrepance okoli tega, ki pa ne bi smela biti. Ne. Če nekdo nastopa na terenu, potem ga morajo mediji povabiti. Ne. Tudi mogoče nima dosti vsiljivih svojih PR-ovcev, ne, se pa mora pol z te strani dobiti, vsaj od nacionalnih medijev, ne, govorim tudi radio in tako naprej. Vsak je svoja entiteta, a ne, največ, kar lahko narediš, je, da lahko svoj mikrokozmos neguješ. Ne? Se pravi, ljudi, katerih se jaz dotikam, so moj mikrokozmos, več ali manj ljudi, katere poznam. Zdaj, če si širše nekako znan, mogoče se res zgodi malo več, ampak niti ne spet ne vem kaj. Ne? Radio lahko doseže to, kar lahko doseže. Tako da vsak ne za to skrbi, pa je vse v redu. Jaz ne mislim, da je treba seti aktivizem, da bi ne vem kaj zakoni urejali. Naj bo vse to v nekem zmernem inputu. Je pa mi vsakič znova jasno, da še vedno ne spoštujemo domačega in da še vedno je dobro, da v Sloveniji ne izstopaš ne tako, ne drugače. In to ne govorim za glasbeno sceno, to govorim nasploh in bi več ljudi prosperirali, če bi recimo mediji se bolj obnašali kot nekdo, ki povabi, kot pa kot nekdo, ki odpira ali pa ne odpira vrata. Ko si govorila o slovenski glasbi, pa slovenstvu, pa ponosu in podobnem, kaj pa če rečem, oj Triglav, moj dom? Oj Triglav, moj dom. Ja, veš, kam ciljam? Vem. Ja, in točno to je zanimivo, da se je to tam zgodilo, ne? Ampak to je skladba, ki pa je dejansko, ko sem sedaj gledal komentarje pod tem posnetkom nekaj dni nazaj, po celem svetu akceptira, čeprav je zapeta v slovenščini, ampak vrhunski izdelek. Ja. In pravijo to vsi tisti, ki poslušajo tako ali pa drugačno glasbo. Ja, ker je dobra pesem, ker mogoče ta sestavina, ki smo začela pogovor, se pravi, da je neki pop in alter, a ne? Mogoče je to dobra sestavina, mogoče je to biohrana, ne? Pravzaprav, se pravi, alternativa je to, da ni v Mercatorju, da ni špricen, da ni flop, ampak je nekaj malega, kjer je nekdo nekaj naredil malo drugače, se pravi, alternativa temu, a ne? Zdaj, če pa ti prodaš neke alternativno solato, ki nima dobrega okusa, to pa pol tudi ni ful dobro, se pravi, alternativa sama po sebi ti čisto nič ne pomaga. Pop samo po sebi, nič samo po sebi ni dobro, ne slab in samo po sebi ti nič ne pomaga. V konceptu teh dveh skup pa mogoče najdeš en balans znotraj srca, ker tam se tudi v bistvu resnice nahajajo, da se ti zavedaš, da imaš hkrati potrebo A in B, da nista isto, da sta lahko nasprotni. In pol probaš nekako biti miren v tem. Ne? Jaz recimo ne vem, če sem v življenju delala s kom, ki ni bil pomerjen z besedo pop, a veš, da v bistvu mu je bilo to ok, da ni rekel, pop, razen če je bil star 12, ne, to je ok. Ampak pa nekako ste načeloma, fajn, da se razviješ, lahko si ti punks, ampak še vedno, če ti jaz znam gor Michael Jacksona, pa rečeš, da to ni dobro, pa jaz ne vem, o čem se pogovarjamo. Oziroma, odnos, ne, da v bistvu, da istočasno neguješ, tako kot sem rekla, da si lahko istočasno Slovenc pa svetovljan, ne? Da se, samo malo moraš premisliti pa paziti, pa ne sme biti samo lapanje, moraš zares to čutiti, moraš zares to delati v čim večjem obsegu, ne? Noben od nas ni superheroj, pa ne, v redu je, prosim, ne? Ampak nekako pa vseeno imamo neko zavest, ne? Mislim, kaj pa delaš drugače? Tako da jaz mislim, da ta pesem strani Laibachov je bila podana na ta način, kakor je tudi moj način, da pogleduješ proti umetniškosti in populusu lahko istočasno, če ne sprejemaš nekih hudih kompromisov,
potem zasleduješ nekaj lepega. In tle se je veliko stvari v bistvu skupaj poklopilo. To je bilo 8-minutni program, nekje, kjer je bila velika gledanost, šov je bil na visokem nivoju, vsi smo se potrudili, da je tam, dobri smo bili skupaj vzeti, če se tako malo hecen hvalim spet, ampak se je išlo, a ne? In v uho gre in hkrati moraš prisluhniti. Tako da ja, nekaj alternativnega pa popularnega je tam noter. Mislim pa, da smo Slovenci tudi lačni v bistvu nečesa domoljubnega, ki ni, rečemo, kičasto ali pa del narodno-zabavne produkcije, se pravi na drugi strani nekaj, kar lahko tako vibrira. Domoljubnost je tam bila dana, ker je Triglav moj dom že bil dan. Ne moreš v bistvu tega peti, razen če dvigneš nos, pa se hecaš iz tega. Ampak to ni bilo pri tem komadu. Zato je tudi lahko tako zvenel. Ni pa mislim, da tega prav zdaj toliko zasledoval, kot se je zgodilo. Ne? Se pravi, ljudje so sprejeli in so tudi rabili nekaj tazga. Seveda, kako pa si natis umetno inteligenco? Pa v redu, ona je tam, jaz sem tle. Vsaka na svoji strani. Ja, mislim, jaz ne vidim razliko, ker vem, da je razlika, a ne, med umetno inteligenco pa računalnikom ali pa internetom pa tako naprej, ampak zares v bistvu ta vprašanja niso nova, ne. Novo je samo to, da kaj pomeni, da računalnik sam sebe uči in kaj pomeni, da noben ne ve, kako je to sestavljeno in da noben je lastnik tega ali pa kakšne take norosti. To pa mislim, da je tako malo, ne? Da to ni glih najboljše, da se je res treba o teh stvarih pogovarjati. Ne? Vse inovacije so že fajn, da so, če se nekako družba lahko z njimi sooča, a ne? Tako da, ne vem, da bi mene prav skrbeli, ker vidim, da koga skrbi, a bojo to zdaj računalniki vse to delali, pa to, kaj pa jaz vem, sem prepričana, da ne, no. Lahko računalnik naredi komad, vedno se ga da dati čez mašino, to že dolg časa poslušamo, vemo tudi, kdo v naši državi dela na ta način že dolg časa, se pravi, moraš le biti glasbenik, ampak vse pa lahko zračunaš, koliko bitev na minuto, kakšni naj bojo akordi, kire besede najbolj grejo v uni državi. In pol v bistvu vse to narediš, afektiraš svoj vokal tako, kot je trenutno moderno, sploh ni problem. Ampak te stvari res ne ostanejo, ne? To je treba vedeti. Ker če ne bi ostale že do zdaj, ne? Lahko ostane kakšen hitič, ki je bil zelo zdizajniran, ampak dizajn na ta način, če ne gre čez človeka, po mojem ne obstaja. Ne obstaja na takih vibracijah. Lahko se naredi dober komad, v duši pa lahko ja, lahko ne vidimo takoj, ne pravim, da se ne da delati s pomočjo inteligentnih strojev, nikakor. Mislim, električna kitara je inteligenten stroj. Ne verjamem pa, da, ne vem, tako se mi nekako dozdeva, češ, to bo zdaj to naredilo, ne, da je to ta misel. Mi je zelo podobno, kot da bi človek sam sebe klaniral, pa pol dušo probo tja not preseliti. Ne. Mislim, da ene stvari se res ne da narediti in da se nikoli ne bo dal narediti in da je to tako, če še enkrat uporabim to besedo, zdizajnirano na ta način, da se to ne da. Se pravi, tudi če jaz ne ločam med pesmijo narejeno s pomočjo umetne inteligence, pa ki jo je naredil človek, še vedno med enim pa drugim je razlika. Tudi če je jaz ne ločam. Pri pripravi intervjuja si in sedaj običajno pomagam z umetno inteligenco, moram reči, da zate daje pravilne podatke. Vprašam pa je tudi, katere so ključne oziroma najpopularnejše skladbe določenega izvajalca. Kaj misliš, katere skladbe izpostavi pri tebi? Kadar sva sama, ali še kaj prostora tam na jugu, v Triglav moj dom mogoče. Jaz se premalo googlam. Ali inteligenč k njim. Kako je googlanje, pa zdaj za inteligenco? Premalo GPT-jem. Jaz kopilota vprašam Microsoftovega. In sicer te tri mi izpostave. Mlade oči, kakor da se nič ni zgodilo, pa sonce. Zanimivo. Bog ve zakaj, ja? Ne vem. Ja, kje da so sama, recimo, ne? Tako. Ja, kar nekaj. Bo pa zavrtela pred zadnjo z najnega seznama in z albuma To bo Pridi pluj, ta nedaljša na albumu. Ja, ta pesem je mogoče mečkan sorodna soncu v tem, da vseb skriva, ker je precej enih duhovnosti na plošči, tudi kakšnih bolj religioznih vsebin, pravzaprav vsebin, namigov, idej, asociacij. Ta pa mi je kot tudi sonce bolj panteistična. Se pravi, nekje, kjer bi naj v tvojem verjetju bilo, da je narava tvoje božanstvo, ne? Tvoj Bog.
Kaj to točno pomeni, je po mojem daljša razprava, pa še tako ne priješ tja. In tudi hkrati taka malo bolj mistična kategorija, kjer se mogoče tudi kakšni novodobniki lažje najdemo, ker se ne moreš čisto med ateiste, ne pa če se ne tja, pa ufol. Pa ne med oldtimerjem. Ja, ne? Ja, nekaj je tam, ampak zato, ker nekaj je tam, ne? Ker v bistvu ne vem, kako bi sploh lahko te kategorije vsaj ne imel zraven ob boku druge svoje, ki si jo zbereš, recimo, ne? Se mi zdi, da je vse splošno, ne? Da je zares omni, ne? Tako nekako se ta vprašanja tam tudi malo sukajo v smislu sonce prednik, kdo ustvari kamen, neka taka vprašanja. Ima neko melanholijo in je ob njej postavljena tudi, rečemo, vedrina ali pa strast ali pa preboj nekje v teh refrenih oziroma koncih kitic. In hkrati je zelo ciklična, a ne? Pravzaprav se dvakrat ponovi isto, kar govori o cikličnosti časa oziroma cikličnosti narave. Tako nekako se je zgleda pripetila in manifestirala. Ni bilo nobene potrebe, da bi se jo skrajševali, ja, je daljša, ampak mislim, da naredi vse, kar mora v teh svojih dobrih 6 minutah. Kamin pa je recimo manj kot 3, pa je bilo tudi potrebno, a ne? Tako da mislim, da je že okej, res, da nismo preveč omejeni s temi minutami. Se lahko zasleduje občinstvo tudi na ta način, da se tako prilagodiš, ker zares, tudi ko se prilagodiš, se včasih čisto nič ne prilagodiš, ne? Ni nič sramega pri tem. Ampak, če pa se predajaš tej kulturi, ne? Tej umiki, se pa pol druge stvari začnejo dogajati. Tako da verjamemo to, da je treba pač čim bolj poskrbeti za te stvari, pa je okej. Veter moj, kdo ustvari kamen, kdo si sonce prednik tam stoji. Hiša si njej, sem jaz, si ti. Jaz sem sonce, mir, milina, moč, zmaratno polje, morje, ki beži. Kraj je lena, misel, ljubezen je. Pridi,
veter moj. Pridi, pluj, veter moj. Sam naprej. Veter moj. Kdo ustvari kamen, kdo si sonce, sonce prednik tam stoji. Hiša si v njej, sem jaz, si ti. Jaz sem sonce, mir, milena, moč, smaragdno polje, morje, ki beži. Na kraju jelena, misel svetlova je. Seveda, počasi sva priplula v pristan oziroma do konca. Album je še svež, sedaj sledi intenzivna promocija, kot si rekla, sprotni termini na spletni strani. Ja, tako je. Ja. Res, pač, ja, spletna stran, LP plošča, CD, 20. maj v Narodnem domu, imamo koncert zasedbo s ploščo Pomlad, 16. maj v Kvartirni hiši, Celje, Risp z Ogljem, pa dopust. Ali še mogoče kakšen single tudi z albuma? Absolutno, ja. Zdaj nekaj časa se bo sigurno še odvijalo marsikaj zanimivega v zvezi s ploščo Pomlad. Trenutno je v zunji hipi zamaknjen. Mogoče rečem še to, da je moj mož partner prišel na enega izmed teh sessionov, kjer smo v živo snemali vse to in je zajel v bistvu te kadre. Se pravi, ko se gleda hipi zamaknjen na YouTubu, eden izmed kadrov je zares. Ne. Naj omenim, da pop filter je potreben pri snemanju muzike. Tako da bo še naslednji single, bojo še koncerti. Ja, pejte prosim na spletno stran pogledat, vse vam tam dajemo in jaz sem zelo vesela, da obstajajo taki radiji, kakor ste vi. Tudi danes, ko sem se peljala, sem si rekla, kako dobro, da je radio Prlek, a veš, ko v bistvu ni radio Štajerc ali pa radio Primorc, ko je v bistvu tako, ko je precej karakterno, tako je zelo, jaz sem, Prlek, a ni? Že razmišljal o tem? Niti ne. Ne, a ni, ampak a veš, ni področje. Je človek, je kultura. Ja, to pa res, ja. Ja, ne se hecati z mano, to je noter. Mislim resno. Mislim resno, radio Prlek. Verjetno pa ti idej ne manjka. Je še kaj materijala skritega, demo materijala? Ja, je, ampak zdaj puščam vse stati, zdaj se v bistvu balanciram malo nazaj, se pravi, tem manj dela, kar je treba, mislim, kar se dogaja, se super dogaja in naj se odvija, ampak zdaj delam manj in to je moj plan tudi v prihodnje. Bo že prišel spet čas za ustvarjanje, zdaj je prišel čas za žetev tega, kar je bilo odprej in rihtanje in produkcija in logistika, zdaj pa je čas za veselje in da se tudi produkcija malce umakne, vsaj v mojem osebnem življenju, da je majhen več niča vmes med ustvarjanjem in odrom in vsem tem, da je čim več niča in gozdov in metuljčkov in stvari, ki so tihe. Tako da sedaj prihaja poletje, pomladi vse skupaj je bilo zasejano, sedaj raste, potem poleti boš požela, potem po zimi pa se bo zopet usedla k kaminu.
Točno to. Če slučajno pozim, se usedem v kaminu in se nekaj zgodi, te takoj pokličem in rečem, Boštjan, zima je prinesla nove stvari. Inspiracija pri kaminu. Kamin bo tudi tista, s katero se bova poslovila. Super. Taka nežna, zimska. Ja. Miniaturna, zimska, topla reč. Uživam ob tem komadu, ki ga izvajam v živo in naj bo toplo tudi vam. Bo, kajti če ni drugače, bo sonce zagrelo in ogrelo. Skladba Kamin za konec tega pogovora. Severa, hvala, da si se oglasila v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala lepa, Boštjan, enako in pozdrav sem. Zato pa raje mi povej, kdaj bolj ti je toplo, ko greje ti telo kamin, ali je misel na beton. Daj z mano vseh se zvest naglej, pelji me v noč. Z objemom svojim me pokrej, ko pride hladna noč. Ni zvezde, kjer zapisano je tisto, kar naj veš le. Njih je pot zarisana do vsega, kar izveš še, do vsega, kar izveš še. Srčno stran, decembrski poljub in smeh, skrivnosti tvojih sanj. Sem Severa Đurin in poslušate oddajo Radioaktivno.